svoji drugi seji obravnaval predvsem aktualne politične in gospodarske razmere v državi, sprejejo več pomembnih sklepov in stališč. Dovolite mi, da jih predstavim v imenu predsednika sveta, ki še vodi sejo, ki še traja. In sicer je Svet Slovenske demokratske stranke ocenil, da je Slovenija kot ena redkih držav v Evropski uniji še vedno v primežu gospodarske krize in da se je zaradi nesposobne aktualne vlade znašla tudi na robu bankrota. Vlada strank Pozitivne Slovenije, Socialnih demokratov, Desusa in Državljanske liste se je v preteklih mesecih izkazala kot popolnoma nesposobna. Tisti, ki so v začetku letošnjega leta zrušili vlado pod vodstvom Slovenske demokratske stranke, pa danes račun za to svojo destruktivno početje izstavljajo slovenskim davkoplačevalcem. Svet Slovenske demokratske stranke ocenjuje, da znotraj obstoječega razmerja sil v državnem zboru ni možnosti za oblikovanje učinkovite alternative sedanji nesposobni vladi. Slovenska demokratska stranka tudi ne bo podprla nobene nove vlade brez novih volitev, niti ne bo sodelovala pri morebitnih takšnih projektih. Tehnične vlade torej ne bo. Vsaka vlada, ki se oblikuje na temelju politične večine sedanje koalicije, bo enako enostransko politična in nezadostna, kot je tudi obstoječa. Svet Slovenske demokratske stranke predlaga vladni koaliciji, da ta prizna dejansko stanje ter se sooči z posledicami, pripravi na vse potrebno za zaprosilo za mednarodno finančno pomoč. Dlje časa se bo s tem odlašalo, višje bo ceno, ki jo bodo morali plačati slovenski davkoplačevalci za to zavlačevanje. Takoj naj se začnejo pogovori o reformi političnega sistema, o reformi, ki je možno izvesti preko ustavnih sprememb. Bistvo te reforme pa mora biti sprememba volilnega sistema. Slovenija mora dobiti volilni sistem, v katerem bodo imeli volivci odločilen glas pri izbiri svojega predstavnika in brez te reforme političnega sistema z ključno točko spremembe volilnega sistema po oceni Sveta Slovenske demokratske stranke ni možno računati na začetek izhoda iz krize, kjer takšne koalicije, kot so se lahko v zadnjem času v Sloveniji oblikovale po takšnih ali drugačnih volitvah, bodo avtomatsko prešibke, nestabilne oziroma ne dovolj stabilne za čas, kakršen Slovenijo čaka. Svet Slovenske demokratske stranke se je danes opredelil tudi do nekaterih aktualnih dogajanj. Tako Svet Slovenske demokratske stranke ostro obsoja poskus ponovnega uvajanja verbalnega delikta v državo, ravnanje korupcijske komisije in policije, ki zaradi upravičene kritike ravnanja državnega organa preganja predsednika Sveta Slovenske demokratske stranke dr. Franceta Cukjatija in nekatere druge slovenske intelektualce, je zavržno in nevredno demokratične države. Svet Slovenske demokratske stranke se je danes seznanil tudi z zapisnikom sestanka med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana. Ta sestanek je potekal nekje konec julija letošnjega leta in iz tega sestanka izhaja, da je Mestna občina Ljubljana pravzaprav nadrejena slovenski vladi. Ta dokument je dobra ilustracija za sedanjo vlado značilnega diskriminatornega pristopa do ustavno zapovedanega enakomernega razvoja slovenske države. Vlada s takšnim diskriminatornim pristopom načrtno siromaši malo in srednje gospodarstvo, kmete, podeželje in vse regije razen Ljubljane. Svet Slovenske demokratske stranke je naročil izvršilnemu odboru in poslanski skupini Slovenske demokratske stranke,
da prouči vse kršitve zakonov, ustave in evropskih pravil, ki izhaja iz tega zapisnika, v katerem med drugim piše, da bo imela Mestna občina Ljubljana, ki je daleč najbogatejša v Sloveniji, poseben privilegiran tretma pri investicijah iz evropskih sredstev v obdobju naslednje finančne perspektive 2014-2020 in da na podlagi te proučitve sprejme potrebne ukrepe v smislu uporabe parlamentarnih inštrumentov, ki so na razpolago, zato da se preprečijo škodljive posledice, ki bi nastale za državo, če se sklepi iz tega zapisnika uresničijo. Ta zapisnik nam je tudi na razpolago, če želite. Hvala.